Iluzija resnice na steroidih. Tu smo. Vpliva na ljudi na Zahodu. Služi islamistom in marksistom, ki želijo uničiti zahodno civilizacijo. Osnovna napaka v človeški psihologiji, ki je bila spremenjena v orožje na svetovni ravni. Velik del tega je usmerjen proti Judom. Toda zdaj bi nam to dejansko lahko koristilo. Pregledal bom, kako to oblikuje naš svet in vpliva na dojemanje resničnosti, ter kako je vse to povezano z ustanovitvijo Združenih držav Amerike ob tem zgodovinskem vikendu ob 250. obletnici neodvisnosti. Trump razume ta koncept. Je mojster v manipuliranju z mediji. Smo 2 tedna po iranskem memorandumu o soglasju in počasi prihaja na dan resnica o tem, kaj se v resnici skriva za tem dogovorom. Takrat sem ti rekel, bodi potrpežljiv. Ni treba prehitevati s histeričnimi zaključki in obtožbami. Dogaja se veliko stvari. V igri je veliko interesov. Ni vse znano. V tej vojni proti Iranu se je ključno bojišče dejansko premaknilo. Glavni poudarek zdaj ni več na vojaških frontah, temveč na pogajalski mizi, kjer so vložki zelo visoki. Imamo soočenje med islamskim strateškim konceptom takije in umetnostjo sklepanja poslov Donalda Trumpa. 2 tekmujoči diametralno nasprotni strategiji. Do zdaj večina med nami ve, kaj pomeni takija, dolgoročna strategija preračunane prevare. Cilj je pomiriti nasprotnika, zmanjšati njegovo budnost in pridobiti čas, dokler ga ne moreš popolnoma podrediti. Potem je tu še umetnost dogovarjanja, ki temelji na prefinjenih zahodnih pogajalskih taktikah, namenjenih iskanju vzvodov, prebijanju mrtvih točk in doseganju najboljše možne pragmatične rešitve za obe strani. Predsednik Trump je iranskemu režimu ponudil resnično zgodovinsko priložnost za spremembo smeri. Dal jim je izhod, način, da iz uničujočih okoliščin, s katerimi se trenutno soočajo, ohranijo vsaj nekaj oprijemljivega. To razumljivo ni bilo dobro sprejeto pri mnogih med nami. Bilo je veliko napovedi o koncu sveta. Ena stran se pogaja za dogovor, druga stran pa si prizadeva za popolno zmago. Iran se zdaj osredotoča na obnovo svojih zmogljivosti in posredniških skupin, ki ogrožajo Izrael. Njihov glavni cilj je oslabiti ameriške dosežke. Najpomembneje pa je, da želijo zabiti klin med Izrael in Združene države. Za ta prizadevanja so našli zaveznike kar v samih Združenih državah. Stvar je v tem, da jih je iranska aroganca oslepila za resničnost. Okoliščine so veliko bolj zapletene, kot si sploh predstavljajo. Bili so preveč samozavestni v uspeh islamističnih in marksističnih mehanizmov. Osredotočali so se na Izrael in Jude, manipulirali s tem, kar ljudje mislijo, da vedo, da bi spodbujali sovražnost do Izraela in pridobili podporo za svoje cilje. Trump in Netanjahu razumeva te mehanizme in sta se odločila, da jih uporabita proti Irancem. Medtem ko Iranci verjamejo, da imajo prednost, je Trump izpod njih potegnil gospodarski prijem, ki so ga imeli. In skupaj z Izraelom so delali na tem, da oslabijo njihove posredniške sile v Libanonu in s mirovnim sporazumom ter po celotnem Bližnjem vzhodu tudi prek vrha državnega sekretarja Rubija z arabskimi zunanjimi ministri prejšnji konec tedna. Rad bi se za trenutek osredotočil na ta porast sovraštva, usmerjenega proti Judom, ki ga trenutno doživljamo. Ni zato, ker bi bila prebujena progresivna levica in prebujena konzervativna desnica tako neumna, kot se zdita. Ni zato, ker bi uporabljali le tako imenovanih 10% svojih možganskih funkcij. Tu je še nekaj več. Ena stvar je, ko ljudje z nizkim IQ-jem ponavljajo neumnosti, ki jih slišijo okoli sebe. Toda ko vidimo isto sovraštvo, ki ga širijo intelektualci, in sicer razumni ljudje, ki delujejo kot obsedeni, med njimi smo mnogi izmed nas to doživeli pri ljudeh, za katere smo mislili, da so veliko pametnejši, je jasno, da je v ozadju še nekaj več. Tukaj nastopi učinek iluzije resnice, psihološki pojav, kjer ljudje zaznavajo informacije kot resnične zgolj zato, ker so pogosto ponavljane. Danes se široko uporablja za oblikovanje javnega mnenja o Izraelu in judovskem narodu. Ker človeški možgani uporabljajo ponavljanje kot bližnjico za presojo resničnosti. Ponavljajoče se pripovedi zaobidejo kritično analizo in sčasoma spremenijo obtožbe v sprejeta dejstva. Ponavljanje povečuje zaznavo veljavnosti, tudi ko ljudje na začetku vedo, da so informacije lažne ali ko je vir informacij znan kot sumljiv. Slišali ste rek, da lahko laž obkroži pol sveta, medtem ko si resnica še vedno obuva čevlje. Tudi sam citat je primer dezinformacije, ki se je razširila hitreje kot resnica.
Pesniška ironija. Najpogosteje to pripisujejo Marku Twainu, vendar tega skoraj zagotovo nikoli ni rekel. Prej sem omenil trditev, da ljudje uporabljamo le 10% svojih možganov. Pogosto se ponavlja, tako kot rek, da strela nikoli ne udari dvakrat na isto mesto. Obe trditvi sta napačni, pa vendar vanju verjame veliko ljudi. Ker ko ljudje skozi življenje znova in znova slišimo neko trditev, zamenjamo to poznanost za dejansko resničnost. Enako velja za tisto, kar poznamo kot zgodovinska dejstva. Naprimer, da naj bi bil Napoleon Bonaparte izjemno nizek, ali da naj bi vikingi v bitko hodili s čeladami z rogovi. Vsi smo to videli na slikah, videli smo to v filmih, a spet nobeno od tega ni res. Napoleon je bil v resnici povprečne višine za svoj čas. Čelade z rogovi pa so izumili kostumografi v 19. stoletju. Če se laž dovolj pogosto ponavlja, tvoj dobesedno preneha preverjati dejstva. In medtem, ko je mit o vikinških čeladah neškodljiv, prav to psihološko slabost globalni akteri trenutno uporabljajo kot orožje. Da preoblikujejo sodobno geopolitiko, podžigajo starodavne predsodke in nadzorujejo točno to, kar vidiš v svojem viru novic. Radi mislimo, da smo neka napredna generacija. Živimo v hipermoderni digitalni dobi, obdani s tehnologijo, umetno inteligenco in dostopom do informacij, o katerih so naši predniki lahko le sanjali. Toda digitalna doba je le iluzija napredka. Pod zasloni in sofisticiranimi algoritmi se naši možgani sploh niso spremenili. Človeška psihologija je še vedno popolnoma ranljiva za iste manipulacije, kot so jih uporabljali pred stoletji. Če pogledamo v preteklost, najbolj smrtonosni propagandni modeli niso uspeli zaradi boljše tehnologije. Uspeli so, ker so se zanašali prav na to prvinsko psihološko napako. Joseph Goebbels in nacistična propaganda sta to kodificirala kot veliko laž, pri čemer sta uporabljala državno nadzorovani radio in zlobne risanke, da sta preplavila vsakdanje življenje in normalizirala sovraštvo do Judov. Na drugi strani železne zavese je sovjetsko ministrstvo za agitacijo in propagando uporabljalo toge, ponavljajoče se slogane in spremenjene učbenike, da je popolnoma prepisalo zgodovinsko resničnost. Tudi zahodna podjetja so to dojela. Velike tobačne korporacije so uspešno zavlačevale zdravstvene predpise, ne s tem, da bi dokazale, da so cigarete varne, ampak z neprestanim ponavljanjem ene same fraze. Potrebnih je več raziskav. In tukaj je spet. Danes je učinek iluzije resnice močno usmerjen proti Izraelu in judovskemu narodu, okrepljen z moderno tehnologijo skozi specifične, pogosto ponavljane okvire. Določeni močno stigmatizirajoči izrazi, kot so apartheid, genocid ali kolonizator, so dosledno povezani z besedo Izrael. Preko algoritmov družbenih omrežij, naslovov novic, protestnih vzklikov, skupaj z neusmiljeno količino vsakodnevnih nepreverjenih obtožb. Vse to, dokler povezava ne postane samodejna v javni zavesti. Temu so dodane še družbe, ki so bile generacije dolgo pogojene s tem, kar so jim govorili o Judih. In tako dobimo recikliranje klasičnih stereotipov. Zgodovinske teorije zarote, kot so dvojna zvestoba, skriti nadzor nad svetovnimi financami ali manipulacija z mediji, niso na novo izmišljene. Namesto tega so nenehno prepakirane, posodobljene za sodobne politične kontekste in ponavljane, dokler ne zvenijo prepričljivo za širšo javnost. Obuditev starodavnih protijudovskih stereotipov pod krinko sodobne politične kritike. Današnji propagandisti ne potrebujejo več državnega radijskega monopola, da bi nadzorovali, kaj slišite. Zdaj imamo državno podprte farme botov. Rusija, Iran, Kitajska, Katar, vsi so avtomatizirali iluzijo resnice. Uporabljajo ogromne bot mreže, ki tvitajo, objavljajo in komentirajo popolnoma enako zgodbo milijonekrat na uro. Mikrociljajo, razdeljujejo javnost na demografske skupine in jim servirajo prilagojene laži, preoblečene v mnenja lokalnih, običajnih ljudi. Preplavijo vaš vir s hitrim, neprekinjenim tokom nasprotujočih si laži, da izčrpajo vaš Medijska krajina se je spremenila iz papirja v piksle, a boj za vaš še vedno temelji na najstarejšem triku v knjigi – ponavljanju. Hrup, ki ga slišite v svojem toku objav, je prav tako iluzija obsega. Radikalni, glasni glasovi, ki prevladujejo v spletnih komentarjih, so glasna manjšina. Niso večina, so tovarne trolov in algoritmične odmevne komore, boti in nekaj zdolgočasenih zgub. Pod digitalnim šumom velika večina ljudi po Evropi in Združenih državah danes gleda na dogajanje v svetu in zelo jasno vidi resničnost.
Vedo, da se Izrael ne sooča z neko lokalno, oddaljeno sporno zadevo. To je prva bojna črta skupne grožnje, ki ogroža samo tkivo zahodne liberalne družbe. Ljudje danes razumejo, da so iste radikalne sile, ki poskušajo destabilizirati Bližnji vzhod, v osnovi sovražne do svobode, vrednot in varnosti celotnega svobodnega sveta. Kot sem rekel, laž lahko obkroži pol sveta, medtem ko si resnica še vedno obuva čevlje. No, zdaj so čevlji obuti. Ljudje se zavedajo manipulacij in laži. In to nas pripelje do končne točke. Laži zahtevajo stalno, agresivno vzdrževanje. Reznica je naravna. Ne potrebuje algoritma, da diha. Sama količina digitalnega napada dokazuje njihovo obupanje. Mora kričati, ker ne more stati na lastnih nogah. Zgodovina dokazuje, da lahko za nekaj časa izkoristiš človeško psihologijo kot orožje, vendar ne moreš premagati resničnosti. Resnica ne potrebuje kričanja, da bi preživela nevihto. Le vztrajati mora. Združene države Amerike so živ dokaz vsega tega. A preden pridem do tega, želim pogledati dogodke, ki so se ta teden odvijali na Bližnjem vzhodu. Iran in Libanon še naprej polnita naslovnice, medtem ko se razmere v Gazi spreminjajo v ozadju. Izrael in Libanon sta dosegla okvirno soglasje, ki ga je posredovana Združene države Amerike, kar nam omogoča, da napredujemo proti končanju konflikta z namenom doseči mirovni sporazum med obema državama. S tem dogovorom so Združene države Amerike in Libanon priznali pravico Izraela, da ohranja varnostno območje znotraj Libanona, dokler je to potrebno za našo varnost. To območje bomo ohranili, dokler Hezbolah in ostale teroristične organizacije ne bodo razorožene in dokler iz Libanona ne bo več grožnje za Izrael. Izrael in Libanon sta se dogovorila o dveh sosednjih območjih blizu rumene črte, kjer ima trenutno nadzor Izrael, kot je priporočila IDF, kjer bo pilotni program za razorožitev Hezbolaha in prenos ozemlja pod nadzor libanonske vojske. Tisto, kar je bilo podpisano, je v bistvu mirovni sporazum z Libanonom. Ni več medsebojnih zahtevkov, ni skupne izjave, ki bi izražala željo po življenju v miru. Libanonska vlada se je raje distancirala od koncepta miru in se osredotočila na pragmatični vidik odstranitve tistih elementov, ki so leta spodkopavali stabilnost njihove države. Medtem je Izrael nadaljeval z uničevanjem teroristične infrastrukture Hezbolaha, bunkerjev, tunelov in položajev terorističnih elementov. Pomembno je, da se spomnimo, da mir ni cilj za Izrael. Naš cilj je varnost naših državljanov na severu Izraela in odstranitev grožnje. In to je tisto, kar bo ustvarilo mir. IDF je v nedeljo uničila podzemno pot, odkrito v vasi Majdal Zone na območju južnega Libanona, ki je eno glavnih oporišč Hezbolaha v zahodnem sektorju. To je bila utrjena podzemna baza, ki so jo organizacije uporabljale za shranjevanje orožja, vključno z brezpilotnimi letalniki, bojnimi glavami in eksplozivi. V nedeljo zvečer je bil na severu Izraela slišan močan eksplozija kot posledica te operacije. Medtem pa Izrael v Gazi tiho odstranjuje teroristične objekte Hamasa in enega za drugim odpravlja teroriste, ki so sodelovali v napadu 7. oktobra. Tiho in brez medijske pozornosti. Rumena črta, ki določa položaj Izraela, se počasi premika naprej, saj Hamas zavrača razorožitev in s tem krši dogovor o premirju. Tako zdaj nadzorujemo več kot 80% tega območja. V intervjuju za izraelski kanal 14 se je izraelski premier Benjamin Netanjahu neposredno odzval na naraščajoče grožnje, ki so trenutno uperjene proti Turčiji. Netanjahu je poudaril, da je vse večja samozavest Turčije v regiji neposredna posledica šibitve šiitske osi pod vodstvom Irana. A eno stvar je jasno poudaril. Izrael se ne bo pustil odvrniti niti osi muslimanske bratovščine. Predsednik vlade je poudaril, da turški predsednik Erdogan nenehno govori o Jeruzalemu in o uničenju Izraela. In izjavil je, da je Erdogan pozabil eno temeljno dejstvo. Dnevi Osmanskega cesarstva so že davno minili. Danes obstaja odporna država Izrael z močno vojsko, enotnim narodom in odločno vlado, ki nikoli več ne bo dovolila nikomur, da ogrozi naš obstoj. Citiram, bolje bi bilo, da se umiri, je dejal Netanjahu in poudaril, da je Izrael že dokazal, česa je sposoben. Vendar to niso bila le opozorila. Premier je močno namignil na pomembne poteze, ki se dogajajo v ozadju in bi lahko kmalu prinesle zgodovinske mirovne sporazume z dodatnimi državami. O tem ni želel podrobneje govoriti.
Izraelski komentator Rafi Haddad je ta teden objavil zanimivo analizo trenutnega memoranduma o soglasju med Izraelom in Iranom. Medtem ko se mnogi analitiki bojijo, da Iran uspešno igra na čas, Haddad trdi, da je Teheran pravzaprav padel naravnost v mojstrsko usklajeno past, ki sta jo pripravila Donald Trump in Benjamin Netanjahu. Če se spomnite, sem vam prejšnji teden ali pred 2 tednoma povedal, da dejstvo, da Netanjahu ne hiti v Washington na srečanje s predsednikom, pomeni, da sta oba zelo usklajena glede svojih namenov. Kakorkoli, nazaj k Haddadovi analizi. V 5. razdelku pravi: memorandum o soglasju prisili Iran, da v 30 dneh odpre Hormuško ožino in odstrani morske mine. Zahod aktivno izkorišča to priložnost za zaščito svetovnega ladijskega prometa, ponovno polnjenje naftnih rezerv in zniževanje cen energije. Haddad poudarja, da je Iran nedavno preizkusil teren, ko je v Perzijskem zalivu izstrelil drone na kontejnersko ladjo, domnevajoč, da jim bo začasni dogovor zagotovil imuniteto. Centralno poveljstvo Združenih držav Amerike je odgovorilo s takojšnjimi uničujočimi zračnimi napadi na obalne rakete in radarske postaje. Trump bo toleriral politično gledališče, vendar ne bo dovolil nikomur, da se dotakne svetovnega ladijskega prometa ali denarnic ameriških volivcev. Medtem pa na libanonski fronti Haddad izpostavlja strateško briljantnost nove usklajevalne celice za preprečevanje incidentov. S tem, ko so Izrael popolnoma izključili iz uradnega odbora, sta Združene države Amerike in Izrael izvedla popolno igro dobrega in slabega policaja. Izraelu diplomatska papirologija sploh ne veže rok. Izrael ostaja trdno v varnostni coni južnega Libanona, kjer lahko z vso legitimnostjo razbije Hezbolah. Predsednik Trump sedi za pogajalsko mizo kot miren posrednik miru, gleda čez mizo proti Irancem in poda neposreden ultimat. Želim ustaviti vojno, vendar so Izraelci zunaj odbora. So nepredvidljivi in uničili bodo vaš jedrski program, če popolnoma ne predate svojega obogatenega urana. Haddad poudari, da bo Iran v manj kot 2 mesecih, ko se izteče 60-dnevni rok, ugotovil, da je bil čas, za katerega so mislili, da so ga kupili, dejansko uporabljen, zato da so jim odvzeli vse pogajalske adute, ki so jih imeli. Ostali bodo izpostavljeni z izčrpano Hezbolah, zavarovanim Perzijskim zalivom in brez vsakršnega posredovanja Kitajske. Teheran se bo soočil z brutalno binarno izbiro: popolnoma opustiti svoje jedrske ambicije ali pa se soočiti s popolnim neomejenim vojaškim uničenjem s strani Združenih sil Združenih držav Amerike in Izraela. Ko sem Rafiju povedal, da bom citiral njegove objave in mu poslal angleški prevod v potrditev, da sem pravilno povzel njegove misli, mi je dejansko poslal še eno analizo, za katero je menil, da bi vas vse zanimala, saj povezuje vse dogodke skupaj. Haddad poudarja, da Izrael in Združene države Amerike aktivno ustvarjata popolnoma novo realnost, nov bližnji vzhod, tako ekonomsko kot tudi strukturno. Opozarja, da medtem ko ima preostali svet oči uprte v kopenske enote, se prava past, ki se trenutno plete, skriva v energetski mreži, ki se tiho zapira okoli iranske denarnice. To je nova energetska enačba Bližnjega vzhoda. Po analizi Haddada so Američani, ko so prisilili Iran, da prizna suverenost in ozemeljsko celovitost Libanona, odprli vrata ogromni energetski revoluciji v Sredozemlju. Prvič v zgodovini ima Libanon priložnost, da se iz območja z visokim tveganjem za naložbe preoblikuje v stabilno državo s pravo gospodarsko prihodnostjo. Z iranskim vplivom, ki je popolnoma odstranjen, lahko svetovni energetski konglomerati začnejo komercialno vrtanje zemeljskega plina ob libanonski obali in delujejo tik ob aktivnih izraelskih ploščadih. Haddad trdi, da je to uničujoč dvojni udarec za Teheran. Ti plinovodi so zasnovani tako, da se neposredno povežejo z evropskimi in regionalnimi dobavnimi omrežji prek Cipra in Grčije. To je globalni gospodarski manever, ki trajno izolira Iran od trga. To znuza ceno sodčka nafte na raven, ki popolnoma zaduši obrambni proračun iranske revolucionarne garde, ter vizijo regionalne blaginje spremeni v neustavljivo finančno in energetsko varnostno mrežo. Haddadova poanta je naslednja. Iranci so mislili, da se pogajajo o obogatenem uranu. Prepozno so ugotovili, da so dejansko se odpovedali nadzoru nad libanonskim plinom, prav tistim plinom, ki duši njihov proračun in jih zavedno ločuje od Bejruta.
Tako da preden danes zaključim, sem želel, kot sem obljubil, si vzeti trenutek in pogledati zgodovinski mejnik, ki ga obeležujemo ta konec tedna. Združene države Amerike praznujejo svojo 250. obletnico neodvisnosti. Prej sem rekel 200-letnica plus 50, ker ta konec tedna obeležujemo tudi 50. obletnico operacije Entebbe, ko so na dan ameriške 200-letnice pred 50 leti izraelske sile preletele 2204 milje, to je 3550 km iz Izraela, da bi v drzni operaciji rešile 120 izraelskih talcev, ki so jih zadrževali arabski teroristi. Prava legenda. Letalski napadi letos, mimogrede proti Iranu, so bili na razdalji, ki je bila manj kot polovica tiste od Izraela do Ugande. Kakorkoli, živimo v času, ko je priljubljeno postavljati pod vprašaj institucije zahodne liberalne družbe. Če pa želite razumeti, kako je narod uspel zgraditi trajno trdnjavo osebne svobode, ki je prekinila krog starodavnih tiranij, morate pogledati temelje, ki so jih postavili očetje ustanovitelji Združenih držav Amerike. Amerike niso zgradili na premikajočem se puščavskem pesku človeških političnih trendov. Zgradili so jo na skali starodavne, nespremenljive resnice Svetega pisma. Dejansko lahko vidite fizični dokaz za to, ulit v bronu. 25 let preden so Združene države sploh nastale, so za državno hišo v Filadelfiji naročili zvon. Na kovino, ki jo danes imenujemo Zvon svobode, je neposredno vgraviran citat iz knjige Levitika, poglavje 25, vers 10. Razglasite svobodo po vsej deželi vsem njenim prebivalcem. V svojem izvirnem svetopisemskem kontekstu je ta verz zapovedoval jubilejno leto, sveti čas sistemske prenove, ko so bili dolgovi odpuščeni, sužnji osvobojeni in vsakemu posamezniku je bila pod Bogom povrnjena prirojena dostojanstvenost. Ustanovitelji so prepoznali temeljno resnico. Človeške vlade ne podeljujejo človekovih pravic. Če pravice izhajajo od kralja, predsednika ali parlamenta, jih lahko kralj, predsednik ali parlament tudi odvzame. Če pa nam je svoboda dana od našega stvarnika, postane absolutna, sveta in nedotakljiva. Vsi ljudje so ustvarjeni enaki. Prav to globoko svetopisemsko razumevanje človeške vrednosti je omogočilo, da se je pojavila nova država kot svetilnik svobode in voditeljica svobodnega sveta. 52 let kasneje so lahko orodja prevare bolj napredna, vendar temelj naše svobode ostaja enak. Prava svoboda se ne ohranja z algoritmi ali s tokovi novic. Ohranja se, ko se družba zasidra v Boga in njegovo notranjo resnico, da je vsak človek rojen, da je svoboden. Te resnice imamo za samoumevne, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, da jih je njihov stvarnik obdaril z določenimi neodtujljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in iskanje sreče. In kot je Abraham Lincoln tako globoko povedal pred 87 leti, nam je namenjeno, da smo tukaj, predani veliki nalogi, ki je še pred nami. Da vlada ljudstva, ki jo vodi ljudstvo, za ljudstvo, ne bo izginila z tega sveta. Veselo 250-letnico Bog blagoslovi Združene države Amerike. Naj svoboda zazveni. Jaz sem Daniel Simon. Pridružite se mi spet naslednji teden v oddaji Straight Up, ki prihaja iz studiev Jana Studios v Jeruzalemu, Izrael.